Postavimo se v leto 2026, ampak danes ne bomo brskali po zakonih ali suhoparnih statistikah, ne, naredili bomo nekaj drugega. Izvedli bomo nekakšno obdukcijo. Obdukcijo ene same, povsem običajne družine, da bi videli, kako sistem v resnici deluje, takrat, ko mislimo, da nihče ne gleda. In vse se začne z enim vprašanjem, ki je pravzaprav srž te celotne zgodbe. Poglejte, ne gre za to, ali država ve, kdaj ima nekdo rojstni dan. To je trivialno. Ključno je, kaj se zgodi, ko sistem pozna vse pomembne datume in kaj, če jih nekega dne uporabi proti nekomu. Ker, bodimo iskreni, tole pravzaprav ni zgodba o ljudeh, to je zgodba o podatkih, o vnosih v bazo. Spoznajmo torej družino Novak Janković, ampak ne kot mamo, očeta in otroke, spoznajmo jih kot to, kar so postali za sistem, nov spis v državnem arhivu. Sistem jih vidi takole. 6 subjektov povezanih v eno gospodinjstvo. 6 številk, 6 EMŠO-jev. Skupaj tvorijo nekaj, kar birokracija imenuje družinska enota. In ključna beseda tukaj je zaenkrat. Poglejte, vsak velik življenjski dogodek, poroka, nakup stanovanja, rojstvo otroka, to niso samo spomini v fotoalbumu. V očeh sistema je vsak ta mejnik pogodba. Vsak podpis je bil kot nova nit, ki jih je tesneje privezala na državne baze podatkov. Vsak trenutek sreče je postal uradni zapis. In naša zgodba se zares začne januarja 2026. Sistem ne udari na polno, kot kakšna nevihta. Ne, deluje prefinjeno. Začne se z majhnimi, skoraj nevidnimi rezi. Veste, takimi, ki jih zlahka spregledaš, ampak so vseeno dovolj ostri, da začneš krvaveti. Predstavljajmo si prizor, povsem običajen, človeški. Marko se mudi domov, v njem vre občutek krivde. Z Anino družino so bili na Gorenjskem, njegov oče pa je medtem v Slovenski Bistrici sam čakal na pravoslavni božični večer. In zdaj Marko hiti, da bi rešil, kar se rešiti da bi ujel vsaj košček tiste družinske tradicije. In bum, tukaj sistem udari prvič. Ta njegova naglica, ki se je rodila iz neke kombinacije ljubezni, krivde, tradicije, se v trenutku pretvori v nekaj povsem drugega, v hladen, neoseben vnos v sistem. Posledica? 250 € globe in 3 kazenske točke. Dobrodošli v leto 2026. Ampak seveda se ne ustavi pri denarju, kmalu se pritisk razširi na otroke. Lukova najstniška neumnost, plonkanje, ni več samo tema za pogovor pri večerji. Postane uradni postopek, zapis v e-asistentu, zahteva za razgovor. Ker naenkrat družina ni več samo stranka Fursa, ampak postane problematična tudi za šolski sistem. In zdi se, da ni več nobenega prostora za pobeg. Še tisti poskus, da bi rešila kanček romantike, zmenek za Valentinovo, se konča s čim? S kaznijo za napačno parkiranje. 80 €. Sistem je pač mašina, ki monetizira in kaznuje čisto vsak trenutek. Tudi tiste, ki bi morali biti, samo njiju ni. Če so bili zimski meseci nekakšni opozorilni streli, potem se s pomladjo začne pravo obleganje. Poteze sistema postanejo veliko resnejše, posledice pa veliko bolj uničujoče, ker zdaj ne gre več samo za denar, zdaj gre za dostojanstvo. In sredi vsega tega en majhen, droben žarek upanja. Hčerka Nika ima 13. rojstni dan. In njena želja? Tako preprosta, tako normalna. Nove superge. To je to. Trenutek, ki bi moral biti samo veselje in pričakovanje, nič drugega. Ampak sistem ne pošilja opozoril, sistem samo izkvrši in s tem uniči trenutek. Predstavljajte si, v trgovini, pred blagajno, pred vsemi tistimi ljudmi, in kar je najhuje, pred hčerkinimi očmi. Tista blokada računa ni bila samo nek administrativni ukrep, bilo je javno ponižanje. Tisto preprosto veselje se je v sekundi spremenilo v sramoto. In kaj je bilo orožje, ki je sprožilo to ponižanje? Davčna izvržba. Zaradi česa? Zaradi napake pri uveljavljanju olajšave za otroke. Dolg? 640 €. Za Furs je to pač številka v sistemu, za družino pa popolna finančna blokada, paraličnost. No, če je pomlad prinesla finančni in, recimo, psihološki pritisk, je poletje prineslo totalen zlom. To je tisti trenutek, ko se ves ta birokratski pritisk prelije v pravo, surovo človeško tragedijo. V nezvestobo. In na koncu v nasilen razpad tistega, kar je bila nekoč družina. Resničnost je postala razklana. Ana misli, da je Marko pri očetu.
Ampak Marko ni pri očetu. Zakon, ki je že tako komaj lovil sapo pod vso težo dolgov in stresa, se je dokončno prelomil. In v tistih razpokah, ki so nastale, sta oba začela iskati uteho nekje drugje. In potem pride vrhunec. 15. avgust. Marko pride domov, pijan, potem ko ga je zavrnila ljubica. Beseda da besedo, prepir se sprevrže v nasilje. In tisti zvok razbijanja stekla, to ni bil samo zvok uničenega pohištva. To je bil zvok, ki ga naredi družina, ko se dokončno razleti na koščke. In v tistem trenutku je konec zasebnosti. Zasebni zlom postane javna zadeva. Sosedje pokličejo policijo. In tiste utripajoče modre luči pred blokom so bile uradna potrditev. Družina Novak Janković ne obstaja več. Obstaja samo še kraj dejanja. Posledice so takojšnje in seveda neizprosne. Marko ni več oče, ni več mož, v očeh zakona je zdaj storilec. In družina? Družina ni več družina, ampak postane primer nasilja v družini. S prepovedjo približevanja pa Marko postane tudi brezdomec, vse v enem večeru. In zdaj poglejmo, kako sistem nadaljuje svoje delo, ker zanj se delo šele začenja. Ravno takrat, ko so čustva na vrhuncu, ko je bolečina neznosna, takrat birokracija zažene svoje motorje na polno. Vsa ta človeška tragedija se začne pretvarjati v administrativni postopek. Vse, kar je bilo nekoč življenje, ljubezen, prepiri, upanje, obup, vse to se zdaj skrči na 4 hladne birokratske korake. Najbolj intimni deli njihovega življenja postanejo samo še dokazujno gradivo, v spisu, ki ga v rokah držijo popolni neznanci. In tako pridemo do konca, do končnega obračuna, ampak v tej zgodbi je bil zmagovalec znan že od samega začetka. Končna bilanca je, srhljivo jasna. Poglejmo. Na eni strani država pridobi globe, sodne takse, davke. Pridobi nove spise za CSD in policijo. In kar je najpomembneje, pridobi popoln do potankosti izpolnjen podatkovni profil. Kaj pa izgubi družina? Vse. Dom, prihranke, enotnost, zaupanje, prihodnost. Skratka, družina je mrtva. Človeške vezi so uničene, ampak register prebivalstva pa je popolnoma posodobljen. Vsaka sprememba statusa, vsak nov naslov, vsak sodni sklep je natančno in vestno vpisan. Podatki so brezhibni. In tako na koncu ostane samo eno vprašanje, kaj ne? Je to cena, ki jo plačamo za popolnoma učinkovito in urejeno družbo? Je uničena družina samo kolateralna škoda v prizadevanjih, da bi bil register prebivalstva brez ene same napake? Odgovor seveda ostaja odprt. Pomislite na en družinski koledar. Verjetno je poln. Služba, seveda. Potem pa rojstni dnevi, obletnice, godovi, prazniki. Pri samo eni družini se tega lahko nabere presenetljivo, skorajda, nemogoče veliko. Danes imamo pred sabo res en poseben material. Začne se kot nek preprost seznam slovenskih praznikov, a se hitro razvija v nekaj povsem drugega. V neverjetno podrobno simulacijo življenja ene same hipotetične slovenske družine v letu 2026. In to ni le koledar praznovanj. To je, kot navaja vir, srhljiva kronika nekega razpada. Najna naloga danes – razčleniti to kroniko. Ugotoviti, kako se prepletajo družinska veselja in logistične more. In kar je najbolj zanimivo, kako vse to vidi, beleži in na koncu mogoče tudi uporabi država. Podajamo se na potovanje od družinskega piknika do sodne dvorane. Pa poglejva to družino. Vir jo imenujejo Novak Janković, 10 članov. Oče Marko, štajerskimi in, zanimivo, pravoslavnimi koreninami, mama Ana Gorjenka. Živita v Ljubljani, imata 4 otroke. Luko, Niko, Filipa in Evo. In potem so tu še 2 starih staršev. Eni v Slovenski Bistrici, drugi v Kranjski Gori. Čisto cela Slovenija v malem. In ko seštejemo vse njihove obveznosti za leto 2026, dobimo sliko, ki je, na meji absurda. Poglejmo, 10 rojstnih dni. To je že ogromno. 10 godov, ker imajo vsi svetniška imena. 3 poročne obletnice, Anina in Markova,
ter od obeh starih staršev. Potem pa prazniki, državni seveda, in ker gre za mešano družino, so tu še dvojni verski prazniki. Aha, se pravi katoliški in pravoslavni. Točno. Katoliški božič in velika noč, pa še pravoslavni božič in velika noč. In za piko na i še družinska slava Đurđev dan. Počati, koliko je to vsega skupaj? Po izračunjem v virih prideva na približno 37 velikih dogodkov v letu. 37? Da, to je v povprečju več kot eno praznovanje vsakih 10 dni. Praktično ti ne ostane niti en teden miru. To ni več družinski koledar. To je operativni načrt za krizni štab. Kar predstavljam si logistiko. Kdo kupuje darilo za Markovega očeta v Slovenski Bistrici? Kdo peče torto za malo Evo v Ljubljani? In kdo vozi? Vedno znova vozi. To besedilo res dobro prikaže točno to. Njihov avto nima števca kilometrov, ampak igralni avtomat. Avtocesti A1 in A2 nista več prometnici, ampak nekako podaljšek njihove dnevne sobe. Kam pa toliko potujejo? Poleti beg pred ljubljansko vročino k starim staršem na Gorenjsko, spomladi in jeseni pa delovne akcije in pomoč pri trgatvi na Štajerskem. Neprestano v pogonu. In neprestano v nekem rahlem dolgu do nekoga v družini, bodisi časovnem, finančnem ali pač čustvenem. V redu, ampak vse to, kar opisuješ, je popolnoma zasebno, kaj ne? To je tisti kaos, ki živi v skupnem Google koledarju, v neskončnih WhatsApp skupinah. Vsaj tako bi si mislili. Ampak, koliko te kaotične zasebne mape v resnici vidi država? In tukaj pridemo do jedra te analize. Obstaja namreč ogromna razlika med tem, kar država ve uradno, in tem, kar lahko z zelo, zelo veliko natančnostjo predvidi ali izpelje. Poglejva najprej uradne podatke. Tiste, ki so vpisani v centralni register prebivalstva, ali skratko CRP. V redu, kaj je torej v tem CRP-ju? Osnovni podatki. Tvoj rojstni datum, ki je pač del EMŠO-ja, zakonski stan in točen datum poroke. Srodstvene vezi, torej kdo je čiga starš in kdo čiga otrok. In naslovi. In seveda naslovi stalnega in začasnega prebivališča. To so trdni, neizpodbitni podatki. Ampak to je samo okostje. To ne pove nič o praznovanjih, o navadah. Ne, ampak tu se začne tisti trenutek, ki ga izpostavijo viri. Država začne te uradne podatke inteligentno povezovati z javno dostopnimi informacijami. Kako to misliš? Dega godove. V CEP-ju piše ime Luka. Katoliški kalendar je javno dostopen. Algoritem v delčku sekunde poveže ime Luka z datumom 18. oktober. In to lahko stori za vseh 10 članov družine. Dobro. To še nekako razumem. Ampak verski prazniki? Saj država ne beleži veroizpovedi, to je zasebna stvar. Res je, ne beleži, ampak lahko z veliko verjetnostjo ugane. Recimo, da ima oče Marko v registru vpisan kraj rojstva v Srbiji ali pa ima dvojno državljanstvo. In samo to je dovolj? Statistični urad Republike Slovenije, SURS, ima izjemno natančne demografske modele. Na podlagi teh podatkov lahko in to je citat iz vira, 99% gotovostjo predvidijo, da bo ta družina praznovala pravoslavni božič 7. januarja. Čakaj malo, 99%? To je osupljivo. Se pravi, ne da bi te kdaj vprašali, ali ste pravoslavne vere. Lahko država to sklepa samo na podlagi kraja rojstva, vpisanega pred desetletji? Točno tako. Ne gre za prisluškovanje ali branje elektronske pošte. Ampak za? Gre za pametno povezovanje podatkovnih baz, ki jih država že ima. Ima vse sestavine, da iz njih sestavi zelo, zelo natančno sliko našega osebnega življenja, vključno z našimi prazniki in obveznostmi. In kdo vse ima dostop do teh povezanih podatkov? Praktično vsi ključni organi, policija, FURS, torej finančna uprava, sodišča, centri za socialno delo, obstajajo posebni zakoni, ki jim v pravnem žargonu rečejo lex specialis. Lex specialis. Sliši se kot neka pravna supermoč. Je to nekakšen glavni ključ za dostop do podatkov? Lahko bi tako rekli, ja. To je v bistvu zakon, ki pravi, za ta točno določen namen, recimo za pobiranje davkov ali za policijsko preiskavo, splošna pravila o varovanju podatkov, kot jih poznamo, ne veljajo celoti. Se pravi, imajo bližnico. Vsaka od teh institucij ima svoj zakonsko posvečen tunel za dostop do podatkov, ki jih pač potrebuje za svoje delo. In
Tu zgodba, kot je opisana v materialih, postane resnično temačna. Ker viri postavljajo eno res provokativno idejo. Kaj, če država te podatke uporabi, zavestno ali pa zgolj kot posledico avtomatiziranih sistemov? Tako da pošilja kazni, opomine in rubeže točno ob datumih, ko smo najbolj ranljivi. Ko bi morali biti srečni, a smo v resnici raztreseni in pod stresom. In simulacija pokaže, kako ta, kot ga imenuje avtor, algoritem zagrenjenosti, sistematično uniči družino. Ne z enim samim udarcem, ampak z vrsto majhnih, na videz nepovezanih dogodkov. Ki pa so časovno, popolno usklajeni. Točno. V redu. Poglejva to kronologijo razpada za leto 2026. Kako se začne? Začne se skoraj idilično, prazniki, obiski. Ampak že 6. januarja, na predvečer pravoslavnega božiča, se Marko vrača iz službe in hiti domov na večerjo. Stacionarni radar ga ujame pri prehitri vožnji. Sledi kazen 250 €. Nadležno, ampak recimo obvladljivo. Dobro, to se zgodi, to še ne uniči družine, to je pač smola. Seveda, ampak vir trdi, da je ključen čas. Finančni stres pride točno na dan, ki je namenjen družinski povezanosti. To je prvi kamenček v mehanizmu. Naslednji udarec pa ni finančni, ampak socialni. Nekaj dni kasneje najstarejši sin Luka v šoli dobil vzgojni opomin zaradi prepisovanja. Starša sta poklicana na razgovor, prve razpoke v podobi popolne družine. In potem pride pomlad. Pomlad prinese prelomno točko. Hčerka Nika ima rojstni dan. In Ana ji gre v nakupovalni center kupit superge, ki si jih že dolgo želi. Pridem na blagajno, potegne kartico in sistem jo zavrne. O ne! Manjše napake pri vdaji dohodnine blokiral transakcijski račun. Ne gre za velik znesek, ampak posledica je takojšnja in brutalna. Ponižanje pred polno trgovino, jok otroka, sram. Doma sledi hud prepir z Markom. Ne o denarju, ampak o občutku nemoči in sramote. Ta dogodek ustvari prepad med njima. Marko začne uteho iskati v pogovorih z natakarico Nino v lokalnem baru. Ana pa obuja stike s starim sošolcem, odvetnikom Rokom, ki ji ponuja pomoč. Tukaj je res srhljivo, kako se ena birokratska napaka prelevi v osebno krizo. Sistem ne pozna srama, on samo izvrši ukaz. In ta neosebnost je tisto, kar najbolj boli. In poletje prinese dokončni razpad. 15. avgust, Marijinov nebovzetje, velik praznik in dan, ko bi morala biti družina zbrana. Marko se sredi dneva vrne domov pijan, sledi prepir, ki uide izpod nadzora. Kaj se zgodi? Marko v jezi razbije stekleno vitrino s porcelanom, ki ga je Ana podedovala od babice. Posreduje policija. In tu se verjetno sproži cel plas. Takoj. Marko dobi prepoved približevanja in čez noč postane brezdomec, spi v avtu. Center za socialno delo CSD po uradni dolžnosti odpre dosje o družini Novak Janković. Zdaj niso več samo številka v CRP-ju, ampak so uradno postali problematična družina. Materiali izpostavijo en ključni človeški element – sram. Sram je tisto, kar prepreči komunikacijo in reševanje težav. Točno. Sram je tihi uničevalec. Simulacija odlično opiše situacijo. Kako naj Marko pokliče svojega očeta v Slovensko Bistrico in mu prizna, da nima denarja niti za benzin, da bi se pripeljal na obisk po orodje? Raje se ne javi. Točno. Raje se mu ne javi na telefon. In oče, ki ne ve, kaj se dogaja, si misli, da je sin postal aroganten in ga je pozabil. Tako se vezi pretrgajo. Družina razpade na izolirane, osramočene posameznike. In medtem, ko se družina utavlja v tem čustvenem kaosu, birokratski mlin melje naprej. Viri omenjajo tudi konkretno orožje birokracije. Dva izraza sta izpostavljena. Prvi je fikcija vročitve. Sliši se kot nekaj iz Kafkovega romana. Kaj to sploh pomeni? V praksi je to preprosto, a neizprosno 7-dnevno pravilo. Ko ti država pošle dokument, bodisi v fizični poštni nabiralnik ali v e-upravo, in ga ti v 7 dneh ne prevzameš,
Sistem po preteku tega roka samodejno šteje, da si pošiljko prejel. Ne glede na to, kje si in kaj počneš. Popolnoma vseeno. Lahko si v bolnišnici, na dvotedenskem dopustu, za katerega si varčeval celo leto, ali pa si preprosto preobremenjen z otroki in službo in si pozabil preveriti pošto. In roki začnejo teči. Tako je. Roki za pritožbo začnejo teči. Sistem ne čaka na človeka. Predpostavlja, da si vedno na voljo in pozoren. V redu, to je eno. Kaj pa drugi izraz? Informativna odločba. To je še en primer, kjer pasivnost postane problem. Država ti pošlje informativni izračun dohodnine, davka na nepremičnino, karkoli. Če v določenem roku, običajno 21 dni, na ta izračun ne vložiš ugovora, se samodejno šteje, da se z njim strinjaš. Se pravi, molk pomeni privolitev. Točno. Tvoj molk se tolmači kot privolitev. Informativni izračun postane pravnomočna odločba, na katero se ne moreš več pritožiti. To je srhljivo. Oba mehanizma sta naravnana tako, da računata na človeško utrujenost, na napake, na življenjski kaos. In analiza na koncu cinično zaključi, da je sprta družina, ki se ločuje, za državo pravzaprav bolj donosna kot srečna družina. Ta trditev v virih je res brutalna. Ko se začne postopek ločitve, se sproži cel kup stroškov. Sodne takse za ločitveni postopek, stroški odvetnikov, ki plačajo davke, obvezna mediacija, prodaja nepremičnine. Če morajo prodati skupno nepremičnino, država pobere davek na dobiček iz kapitala. Uničena družina ustvari celo verigo novih prihodkov za državno blagajno. Ampak ali vir res trdi, da država to počne namenoma? Da obstaja nekakšen zavesten, zloben načrt, da se uničujejo družine za dobiček, ker to je velika razlika. In to je osrednja dvoumnost, ki jo avtor raziskuje. Po eni strani ni nobenega dokaza, nobenega zapisnika sestanka na ministrstvu, ki bi rekel, uničimo družino Novak Janković. A po drugi strani, ko načrtuješ sisteme, ki so optimizirani izključno za učinkovitost, izterjavo prihodkov in uveljavljanje pravil, in že potem nahraniš s popolnimi podatki o trenutkih človeške šibkosti, o raztresenosti ali stresu, je končni rezultat funkcionalno enak, kot če bi obstajal zloben načrt. Sistem deluje neosebno in zato tako uničujoče. Kar mene najbolj presune, je to popolno sprevržanje neke družbene pogodbe. Državi dajemo podatke za storitve in varnost. Ta simulacija pa nakazuje, da država te iste podatke uporabi za to, da nas kaznuje ravno v trenutkih, ko smo najbolj človeški. Tako je. Ko praznujemo, ko smo pod stresom, ko smo pozabljivi. Začela sva s preprostim kalendarjem praznikov in končala pri podrobnem načrtu za uničenje ene družine, ki ga poganja neoseben, s podatki podprt državni aparat. In kakšno je stanje družine Novak Janković na koncu leta 2026, kot ga opisuje ta kronika? Družine ni več. Obstaja le še 10 posameznikov. Marko je zaradi neplačevanja preživnine in ponovnega nasilnega izpada končal v zaporu. Ana je sama s 4 otroki, v dolgovih do vratu in v postopku osebnega stečaja. Kaj pa stari starši? Stari starši na obeh koncih Slovenije so izgubili stik z vnuki in žalujejo za razpadlo družino svojega otroka. Družinska enota je uničena. Ampak centralni register prebivalstva je brezhibno posodobljen. Vsak ima nov naslov, nov status. Za sistem je vse v najlepšem redu. In za konec še misel, ki jo ponuja avtor in ki res ostane človekom. Simulacija se ne konča z letom 2026, skoči še v prihodnost. Naslednje leto, 11. februarja 2027, bo Marko spet dobil kazen. Tokrat zato, ker ni pravočasno javil spremembe naslova na upravni enoti, ker oni vedo, da je pozabil. To pa odpira vprašanje za premislek, če država tako natančno pozna naš urnik veselja in žalosti, ali njeno delovanje neizogibno postane orodje nadzora in ali je učinkovitost birokracije, ki jo tako pogosto slavimo, res vedno vrlina.